10. obletnica, odkar Slovenija polnopravno sodeluje v programih Evropske unije za področje kulture. Kultura ni prvi program, v katerem Slovenija sodeluje, in da je predtem se izvajal program Kultura 2000. Poteka 6. leto izvajanja programa Kultura in slovenski prijavitelji oziroma vodje projektov so v teh 6 letih uspeli na razpisih pridobiti 10,5 milijonov evrov. Začelo se je pa drugače, začelo se je s Kulturo 2000, 10 let nazaj. Če primerjamo letno povprečje v Kulturi 2000 in kulturi, vidimo, da smo se praktično poboljšali za 4-krat. Tako da to je definitivno fenomenalen rezultat. To so pa rezultati po letih, tako da je tudi viden bolj očitno ta trend rasti. Bolj izpostavila sem nekatera leta, recimo 2004, veste, kaj se je zgodilo, takrat je Slovenija postala članica Evropske unije in takrat je tudi skokovito narasel znesek, ki so ga pridobili slovenski prijavitelji. Potem naslednje tako leto, ki je izstopalo, je bilo 2008, morda se spominjate, da je takrat Slovenija predsedovala Evropski uniji. In osebno sem potem sklepala, da je to, ne. Leto 2009 je potrdilo moje to domnevanje, potem se je pa zgodilo v bistvu spet čisto nov preskok. Leto 2010 so uspeli slovenski prijavitelji pridobiti preko 3 milijone evrov za svoje projekte in če primerjate z začetkom, recimo v prvem letu 2003 smo imeli samo 5 slovenskih vodij projektov, leta 2010 pa 17. Trenutno smo v letu 2012 in na številki preko 3 milijonov evrov. Moram pa poudariti, da čakamo še na rezultate razpisa za prevodne projekte, kjer je Slovenija vsako leto izjemno uspešna in upam, da bomo prišli do številke 3,5 milijonov. Pred vami je graf, ki kaže, kdo so top 10 slovenske organizacije v času izvajanja tega prvega programa Kultura 2000. Večina naših organizacij se je takrat seveda odločala za vlogo soorganizatorja, to pa zato, ker sami še nismo imeli dovolj izkušenj, da bi se prijavljali kot vodje projektov. Seveda to je samo 10 teh najboljših organizacij, imeli smo pa približno 90 vseh organizacij, ki so sodelovali na razpisih v različnih vlogah. In to je situacija danes, se pravi za teh prvih 6 let izvajanja programa Kultura. In zanimivo opazimo, da nekatere organizacije se ponavljajo. Tako da recimo zanimivo za Kiblo, v 6 letih sodeluje oziroma izvaja 9 projektov iz programa, ki so sofinancirani iz programa Kultura. Kibla se je, če pogledamo iz prve faze, ko se je odločala za vlogo soorganizatorja, si je očitno takrat res nabrala odlične partnerje, ogromno izkušenj in je v tem obdobju izvajanja kulture se odločila in nastopila na razpisih v tej aktivnejši vlogi vodje projektov in to še na teh zelo zahtevnih razpisih. No in mogoče, če vas zanima še, s katerimi državami so sodelovali ti slovenski prijavitelji. Nekatere države so pričakovano visoko uvrščene, recimo Hrvaška je absolutno na prvem mestu. Se pravi, v teh 6 letih, ko se izvaja kultura, imamo 14 hrvaških organizacij, ki so sodelovali v slovenskih projektih, se pravi v projektih slovenskih prijaviteljev. Na drugem mestu zanimivo Češka. Na 3. Avstrija, 4. je Slovaška, 5. Belgija, kar je tudi mogoče presenetljivo. Tako da v bistvu imamo, če bi bil seznam daljši, bi ugotovili, da slovenski prijavitelji sodelujejo z 29 od 37 upravičenih držav. Se pravi, obstajajo pa države, s katerimi slovenski prijavitelji nikoli niso sodelovali. Recimo, tako iz glave, Malta, Islandija, Norveška, pa še par mi jih manjka. No, in to pa, da dobite občutek, koliko prijav morajo slovenski prijavitelji poslati v Bruselj, da smo tako uspešni. Na tem grafu so upoštevani vsi razpisi, se pravi vse prijave na vse razpise, se pravi, da vsako leto nekih 800-900 prijav prispe na vse razpise, in od tega je podprtih nekje od 200 do 300 prijav. Za Slovenijo so pa rezultati taki, da imamo v obdobju od 7 do 10 približno enako situacijo, približno 30 prijav odpošljemo vsako leto v Bruselj,
Upravičenih je pa bilo v prvem letu samo 5, v letu 10 pa recimo 17. Zanimivo je, da v letu 11 se je podvojilo število prijav. Se pravi, nekaj se je tistega leta bistveno spremenilo. Sama osebno sem tudi prepričana, da na število slovenskih prijav spodbudno vpliva dejstvo, da obstaja v Sloveniji ta mehanizem sofinanciranja, ki ga je izvajalo Ministrstvo za kulturo in za katerega upamo, da se bo ohranil. Samo še na hitro par podatkov za te zadnje razpise, kjer smo še dodatno izstopali po uspešnosti. Tako za te manjše projekte sodelovanja kot večje je bilo na evropski ravni odobrenih 126 projektov in za te projekte se je namenilo oziroma se namenja 40 milijonov evrov letos in od tega je 12 projektov slovenskih prijaviteljev. To je 10% vseh odobrenih projektov. Grafično, še bolj očitno se vidi na tej sliki, se pravi na 3. mestu. Ne vem, meni se zdi še zdaj težko sploh dojemati, da smo takoj za Francijo in Nemčijo in da smo pustili za sabo Italijo. Ta stolpci deleži stolpcev v rumeni barvi, to so te veliki projekti večletnega sodelovanja in tudi Slovenija ima to piko na i in to je Kibla s projektom Soft Control. Tudi na tem razpisu za evropske festivale, kjer je konkurenca res huda, je Slovenija uspešna. Mislim, pogledajte ta rezultate razpisa za letošnje leto, se pravi, odobrenih je bilo 14 festivalov in med njimi 3 iz Slovenije. Ta tišina je bila nujna. Uspešni, to je tudi Sonja že omenila, smo tudi na razpisih za projekte literarnega prevajanja. Vedno več evropskih založb kandidira na teh razpisih. Skoraj vsako leto slovenske založbe, projekti slovenskih založb predstavljajo 10% vseh uspešnih projektov. Tako da to je spet fenomenalen rezultat. No in to še zadnji graf je pa ta sklop 2, podpora za redno delovanje. Dejansko je zelo očitno, da sedeži teh največjih in najpomembnejših evropskih združenj so v Belgiji, Franciji, Nemčiji, Nizozemski in potem še v nekaterih zahodnoevropskih državah. Mi bi si zelo želeli, da bi se tudi kakšno evropsko združenje s sedežem v Sloveniji prijavilo na ta razpis in bilo na razpisu uspešno. In še zaključek, se pravi, imamo 10 let pa preko 230 slovenskih organizacij, ki so sodelovali na razpisih Kulture 2000 in Kulture in v tem obdobju so samo slovenski prijavitelji, ki jih je 106, uspeli pridobiti do sedaj, do tega trenutka 12,5 milijonov evrov. Že prej sem omenila sistem nacionalnega sofinanciranja, izvajal se je v letih 6, 7 in v obliki novega izboljšanega sistema v letu 11 in če malo opazujemo ta leta in jih z leti, ko smo bili najbolj uspešni, ugotovimo, da je morda, oziroma jaz osebno verjamem, da obstaja močna povezava med sistemom nacionalnega sofinanciranja in trendom rasti, namreč ta sistem se je vzpostavil v letu 6 in 7, to je v 2 letih, ko so bili slovenski prijavitelji najmanj uspešni. In takoj zatem sledi rast, se pravi, v letu, potem, ko se je sistem vzpostavil, od tistega leta dalje smo šli samo še navzgor. Tako da jaz se močno nadejam, da bo ministrstvo prepoznalo multiplikativen učinek tega majhnega sistema, ki sicer ne nudi veliko posameznemu projektu v finančnem smislu, ampak vseeno omogoča pa neko osnovno varnost organizaciji, ki se prijavlja na ta razpis, da ve, da bo tudi doma potem za uspešen projekt pridobila vsaj minimalno podporo. Tako, jaz vam želim veliko sreče na teh zadnjih razpisih. Pa če boste imeli priliko upihniti kakšne svečke, lahko upihnete še za kulturno stično točko, letos praznujemo 10. rojstni dan.